Gospod Dežman, vi kot soavtor te knjige in predsednik komisije, se zavedate, da v določenih krogih s tem svojim delom vzbujate, recimo v strokovnih bi lahko rekli zadržanost, širše v družbi pa tudi nelagodje? Lepo pozdravljeni. Veste kaj, če gremo pogledat, mogoče malo stran je tukaj predstavljena knjiga gospoda Fajdžica Šepetavci. In kolega Vodopivc je napisal, da je to knjiga, kakršno bi rabili tudi v Sloveniji. Jaz moram reči, da je ta zadržanost gospoda Vodopivca čisto odveč, ker tako knjigo preprosto že imamo. In to je ta knjiga, to poročilo, v njej sem v prispevku, ki sem ga napisal, zbral nekaj temeljnih spominskih plasti ljudi, ki so kot sorodniki, kot svojci žrtev bili obsojeni na, se pravi, tako kot je gospod Gril rekel, na molk in eno traumatizacijo. In tako kot je ta družinina serija spominov v bistvu odpira tisto temeljno dopolnilno pripoved, ki je potrebna, da razumemo svet titoizma kot svet privilegiranih in svet diskriminiranih. In jaz bi tako rekel, Šepetavce že imamo v slovenski verziji. Seveda je pa, ko so bili Šepetavci predstavljeni in kadarkoli je bilo govora o tem, koliko je zasebno življenje v Stalinovi Rusiji, podobno zasebnemu življenju v Titovi Jugoslaviji, je pa seveda prišlo do nelagodja. Ampak tukaj ta svet stopa ven. Drugo, kar stopa ven, je pa seveda ta unikum, ki tudi zdaj v evropskih dimenzijah dobi svoje mesto. To je pa gospod Tolstoj, je pač Nikolaj, ko je po obisku Hude jame, je pač preprosto ugotovil, da je bilo po vojni, po drugi svetovni vojni pod Titom hujše kot pod Stalinom. To so taka zelo enostavna dejstva, ki bodo dobivala nove dimenzije, se jih bo treba meriti v času in prostoru, ampak tukaj smo in zato jaz verjamem, da je knjiga ob odlični prodaji je seveda deležna strokovnega molka in kar je še lepše, najlepše priznanje je to, da ni napadena. To jaz moram reči, da jaz od nekdaj imam Zvezo združenj borcev in ostale podpornike propagandne, jih zmerom z veseljem pričakujem, ker v Sloveniji, ko te napadajo, je to zmerom lepo priznanje in ker te knjige niso napadali, pa pomeni, da je zelo hudo. Tako da jaz mislim, da je lahko na večjih ravneh govorimo o enem razlogu, zakaj ta knjiga se prodaja, zakaj se bere in zakaj je ob njej, recimo, še zmerom veliko šepetanja. Glejte, nekateri pravijo, da pri poročilu mogoče manjka uvodna razprava, nekaj, kar bi vse te dogodke postavilo v en kontekst, oziroma ali je dovolj samo evidentiranje. Razmišljate o tem, da bi vi mogoče enkrat pozneje napisali eno tako študijo še? Poglejte, mi imamo tukaj opravka z dvema nivojema. Eno je tisto, skratka stvari se izjemno hitro spreminjajo. Če bi včasih pojem za ta povojni zločin Kočevski rok, je zdaj nastopa cel kup dodatnih pojmov, in v bistvu letos je v slovensko in svetovno zavest vstopila pač Huda jama kot najhujši zločin vseh časov na slovenskih tleh. Hujšega pač ni. Naslednja stvar, ki je, da naprimer kolega Ferenc in Jamnik sta bila pred 2 dnevi v Srbiji, kjer so pač komisijo ustanovili. Ko so bila z gospodom Grilom v Zagrebu, smo v bistvu ta luč, ki prihaja iz Slovenije, pada saj na Balkan. Jasno pa je, da izjemno pomembno odmeva tudi v Evropi. Jaz bi tukaj rad rekel, da 14. oktobra, ko je bil ta veliki evropski posvet v Evropskem parlamentu o paktu Hitler-Stalin, je bilo pač slovensko poročilo edino ekskluzivno predstavljeno v tem kontekstu. Tako da je ta proces evropski, ki ga je na uradni politični ravni začela Slovenija 8. aprila 2008 z posvetom o zločinih totalitarnih režimov v Bruslu, je razmeroma resna zgodba. Odgovor je pa preprosto ta, da tako proces percepcije tega slovenskega dogajanja, ki je evropsko zunaj,
in pa pri nas bo pač kar nekaj monografij in uvodov še zahteval.